Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Manca Razboršek je moje ime, in sem life coach, life and soul coach in pa transformacijska mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In spet smo skupaj v ponedeljkovem angelskem navdihu, kjer pogledamo, kakšne so energije tedna, kaj je tisto, kar se nekje odvija in kako nas angelske energije lahko pri tem podpirajo. Tako da še nekaj tule preverim. Evo. V glavnem, poletje se kar nekako končuje, do zdaj je bilo še zelo toplo s telimi nevihtami, danes je pa prav ena taka zanimiva situacija, ko upam, da bo še kaj sončka posijalo. Konec tega tedna grejo otroci ponovno v šolo, tako da jim želim veliko uspeha v bodočem šolskem letu že vnaprej. Vam staršem pa tudi čim manj dela in čim bolj pridne otroke. Tisto, kar vam želim danes povedati oziroma vas povabiti, je več stvari, ker šolsko leto ponavadi napoveduje tudi ostala dogajanja. Zdaj, seveda, šolsko leto se začne tudi za odrasle, in sicer v drugi polovici septembra oziroma s 1. oktobrom se začne Avtentična Yin akademija. Avtentična Yin akademija je namenjena ženskam, ki želijo res stopiti v eno novo, drugačno življenje, kjer vse gre bolj lahkotno oziroma da lahko pogledajo na stvari z bolj lahkotnega zornega kota, da se razrešijo odnosi, predvsem odnos do sebe, do tega, kdo sem jaz kot ženska oziroma kdo si ti kot ženska. In pa iz tega potem izhaja tudi vse ostalo, tako poslovno, tako energijsko, tako v osebnih odnosih, tako da je eno tako močno transformacijsko učenje, pravzaprav naučiti se upravljati s sabo, s svojimi čustvi in svojo energijo. To je tisto, kar se učimo na Avtentični Yin akademiji. Več bom povedala v seminarju, ki bo ravno tako na Facebooku v živo, in sicer v četrtek, 7. septembra ob 20. To je pravzaprav na nek način zaključek video serije Avtentične in ženstvene, ki je potekala zdaj v teh poletnih mesecih. Tako da v četrtek, ta četrtek je zadnji pogovor, ki sva ga opravili s Špelo Gornik, in sicer na temo spolnosti, tantre, kundalinija in tabujev, ki so povezani s tem. Tako da zelo, zelo zanimiv pogovor. Tukaj nad videom oziroma pod videom imate tudi vse povezave na prijavo na ta pogovor, na prijavo na seminar v živo, in pa še en seminar potem še naslednji četrtek, tako da zapomnite si, da so četrtki v septembru rezervirani za avtentičnost, za ženstvenost, in sicer 14. septembra je en tak dogodek, ki ga organiziramo 4 predavateljice, in sicer na temo odnosov in kako biti jaz res jaz. Tako da preverite, prijavite se, pridite, začenja se učenje, nova stopnja in to vse v skladu z novimi energijami, ki so se sprožale v tem mesecu. Bilo je precej intenzivno, verjamem, da ste tudi vi čutili. Potem se pa že začne Avtentična Yin akademija, ko pa se res skupina žensk, ki se med sabo poveže, lahko povzpne na eno čisto novo, na en čisto nov nivo, pravzaprav, tako kot se je 3. generacija, bo zdaj tudi 4. generacija Avtentične Yin akademije.
Tako da to je pravzaprav napovednik, da se ne bom ponavljala, vsak teden, ta je kar za cel mesec. Tisto pa, kar bomo zdaj pogledali, je pa, kaj nam pravijo angeli. Preden pogledamo res oziroma prisluhnemo njihovim sporočilom, se dajmo pripraviti, dajmo se povezati, dajmo narediti eno tako lepo energijo ustvariti, energijsko polje, znotraj katerega se vibracija dvigne in potem lahko sporočila, ki nam jih angeli pošiljajo, lažje pridejo in se tudi bolj dotaknejo, bolj so kolektivni in bolj so povezani tudi z vsemi, ki gledate oziroma spremljate te navdihe. Tako da naredimo en globok vdih in izdih in z vdihom vdihnemo svežo energijo. In z izdihom izdihnemo vse tisto, kar nas obremenjuje, vse tisto, česar ne potrebujemo več. Spuščanje, spuščanje vsega tistega, kar nas ne podpira, vsega tistega, kar je že minilo in pripada trenutku, ki ga ni več. Pripada preteklosti. In z vsakim vdihom vstopimo v nov trenutek, nov nivo bivanja. In zdaj date svojo pozornost na področje srca in položite roko na srce in začutite svoj utrip, začutite svoj dih, začutite prostor, ki se odpre znotraj srčne votline. To je energetski prostor. In z vsakim vdihom ta malce bolj zraste, se bolj razširi, dokler ne napolni ta prostor celotnega prsnega koša. In z naslednjim vdihom vdihneš v ta prostor čudovito rožnato svetlobo. Rožnata, ki je barva ljubezni, napolni tvoj prsni koš. In predstavljaš si, da se ta rožnata svetloba lahko razširi preko meja tvojega fizičnega telesa. In se razširi v ves prostor, v katerem se trenutno nahajaš. In se razširi na celotno stavbo, v kateri si. In se širi še naprej na celoten kraj, na celotno mesto, v katerem se nahajaš. Dokler ne opaziš, da se ta rožnata svetloba še bolj okrepi in še bolj zažari, ko se dotakne in stke z rožnato svetlobo drugih ljudi, povezanih preko teh navdihov. In ko tako dihaš rožnato svetlobo, imaš občutek, da žari v tej roza svetlobi celotna Slovenija in da se stke še z rožnato svetlobo vseh tistih, ki imajo odprto čakro, odprto srčno čakro na celotni zemlji, dokler celoten planet ne utripa v tej rožnati svetlobi. In v to polje srčne odprtosti in ljubezni povabiš angele, tiste, ki jih poznaš, tiste, za katere ne veš, da obstajajo, a vsi izhajajo iz ljubezni in svetlobe. In ta rožnata svetloba še bolj zažari, postane skoraj gosta in otipljiva in v njej se kopa celoten planet z vsemi nami. In narediš en globok vdih te rožnate svetlobe v svoje fizično telo, vse tvoje celice in izdih. In z zavedanjem, da smo vsi povezani, da smo vsi del iste ljubezni, del iste svetlobe, odpreš oči v ta prostor, v ta čas. In prisluhneš temu, kar nam bojo angeli predali za ta teden, ki je pred nami.
In prva karta, prva energija, desetica ognja. Ponovno. Ponovno desetica ognja, ta je bila zdajle že, mislim, da en tretji ali četrti teden zapored. In ta nas še vedno opozarja na to, da je potreben pretok energije, da tam, kjer dajemo ali pa sprejemamo, da je potrebno odpreti tudi druga vrata. Se pravi, če preveč sprejemamo, je treba tudi spustiti ta tok in ga oddati od sebe, oziroma tam, kjer preveč dajemo, je treba tudi sprejeti, kar nam je ponujeno. In če ta pretok energije ni uravnotežen, ni uravnovešen, ni harmoničen, potem se to lahko pozna tudi čisto na fizičnem telesu, kot zdravstvene težave, zato ker naše telo je narejeno zato, da se energija pretaka skozi njega. Ko se nekje začne zadrževati energija, pa naj bo to zaradi čustvenih vzorcev, v katere se zapletemo, zaradi razmišljanja, ki je nenehno eno in isto, zaradi nečesa, česar nočemo spustiti, takrat se tok energije znotraj telesa ustavi. Ker se ustavi, ker ni pretoka, se to začne poznati na samih fizičnih celicah. Tako da vstopili smo v dobo sodelovanja, povezovanja, kjer ni več potrebno, da čist vse naredimo sami. In zato je potrebno iskati povezave, iskati tiste ljudi, ki nas lahko podprejo, in tudi, kje mi lahko koga podpremo. Ni vedno samo, kaj lahko drugi za nas naredijo, ampak tudi, kaj mi lahko za druge naredimo, kje mi preveč držimo mogoče določene stvari zase, pa naj bo to znanje, pa naj bo to neko zavedanje, neka modrost, informacije, povsod, ker v bistvu je krča, kjer stvar ni uravnotežena. Druga energija, ki bo, da vidimo, v katero smer se v tem tednu stvari obračajo, je Luna in nadangel Haniel. Naš hišni angel, naš hišni nadangel. Haniel, ta čudovita, intuitivna ženska energija, ki poudarja pomembnost notranjega vpogleda in tega, kaj čutite tukaj notri. Predvsem Haniel vedno pride s sporočilom, da je treba spustiti in sprostiti vse tiste strahove, ki nam preprečujejo, da bi se premaknili naprej. Če preveč razmišljate o tem, kaj bo, kako bo, na kakšen način bo, če ste v tem krču, potem pa vas je strah, pa greste v neznano, in vas to ustavlja tudi tok energije. In tisto, kar sem prej govorila pri desetici ognja, če se energija preveč zadržuje samo v enem kotlu, če se zakrči, to je lahko tudi posledica strahov, takrat seveda ni dobro. Tako da Haniel je nadangel, ki ga lahko pokličete, ko imate občutek, da ste v tem nekem krču in da ne veste čisto točno, a je intuicija tista, ki vam govori, a so to vaši strahovi. Tako da Haniel vas bo v bistvu navdihnila in vam odkrila mogoče določene nezavedne vzorce, ki vas lahko ovirajo pri tem, da se ne premaknete. In pa še tretja karta oziroma tretja energija. Sedmica zemlje. Sedmica zemlje, ki je pa zelo konkretna, otipljiva v bistvu energija, ki govori o tem, da je treba stvari, se pravi, tudi znati uravnoteženo, se pravi, imeti dobro ravnovesje med akcijo in mirovanjem. Se pravi, nekaj, kar je že bilo posejano, pa če me spomin ne vara, je bila tudi ta karta že v prejšnjem tednu, se pravi, nekaj, kar, ko posejemo neko seme, rabi svoj čas, da zraste. Se pravi, ni treba vedno skozi nekaj delati, nekaj biti aktiven, ampak je bolj pomembno, da poslušate, kdaj je tisti
pravi trenutek za akcijo in kdaj je treba samo mirovati in počakati, kdaj je treba prepustiti, če pogledamo desetico ognja, kdaj je treba prepustiti določeno delo drugim, kdaj moramo mi poprijeti, zavajati, a ne, in vse to se da, če prisluhnete intuiciji. Če prisluhnete intuiciji in temu, kar tukaj noter začutite, kar vam sporoča vaše nezavedno, vaš višji jaz, da pa lahko to slišite, pa treba biti seveda v stiku tudi z občutki, s tem čutenjem, s čustvi. In vse to je nekaj, kar če vas niso naučili, a ne, se je potrebno naučiti zdaj, ko smo že starejši. In ena zelo močna energija, ki tukaj pri vsem tem pomaga, od tega, da razbije določene blokade, do tega, da pridemo v stik s to svojo notranjo modrostjo in intuicijo, je tudi kundalini oziroma spolna energija. In o tem bova govorili pa s Špelo Gornik oziroma Espelio Santos v četrtek v video pogovoru iz serije Avtentične in ženstvene, in sva za vas pripravila tudi eno vabilo, tako da vam ga zdaj predstavim. Živjo in lepo pozdravljene, Špela Gornik oziroma Espelio Santos je z mano in tukaj sva najdli en tak lep kozovc, tak lep slovenski, da se ga vidi zadaj, z drvi in vse, pred katerim sva posneli najin pogovor o spolnosti, o tantri, o tabujih, o zlorabah in vsem tistem, kar bi bilo fajn, da Slovenci in Slovenke izveste z tega področja. Ja, ker spolnost niso samo sceniki, in pesmi na to temo, ampak še marsikaj drugega, kar, kako smo prej izrazili, pometamo pod predpražnik, pa ne bi bilo treba pometati. Tako da pridite pogledati, kaj vse je pod vašim predpražnikom. Prisluhnite pogovoru, ki sva ga imela s Špelo. Sezuli vas bova. Čist. Lepo se imejte, se vidimo. Čau, čau. Evo. Tako da s Špelo vas vabiva v četrtek pred najin senik. V ponedeljek pa se ponovno vidimo ob 7 na Facebook kanalu Manca Razboršek Life and Soul Coach. Za vse ostale stvari imate pa linke nad oziroma pod videom in si poglejte. Če imate pa kakšno vprašanje, pa z veseljem tudi odgovorim spodaj v komentarju. Povejte, kaj vas je v tem tednu navdihnilo, kaj je tisto, kar je bil mogoče za vas aha moment, ali pa preprosto samo delite svojo lepo, dobro, čudovito energijo z ostalo skupnostjo na moji Facebook strani. Uživajte in adijo naslednji ponedeljek. Čau, čau.